nami minister za javno upravo, gospod Rudi Medved, državni sekretar Leon Bekin in pa predsednik sveta AKOS, gospod Luka Dekliva, ki bodo spregovorili o nekaterih aktualnostih, ki se pojavljajo v zvezi s vprašanji uvajanja 5G tehnologije. Najprej pa vabim ministra Medveda, da nam predstavi aktualnosti, ki so v zvezi s spreminjanjem volilne zakonodaje, s katerimi seveda želimo zadostiti odločitvi Ustavnega sodišča. Prosim, minister. Lepo pozdravljeni, jaz vam najprej, da še ni prepozno, želimo vsem skupaj eno srečno, zdravo, uspešno novo leto. Mi vam obljubljamo, da boste imeli na Ministrstvu za javno upravo skozi vse leto dovolj dobrih novic, ker sem eden tistih, ki še vedno verjame, da dobre novice najdejo pot v medijih. Smo v novem letu in smo v drugem, zadnjem letu, ki nam je na voljo slovenski politiki, da uresničimo odločbo Ustavnega sodišča v zvezi z volitvami v Državni zbor. Kot smo na Ministrstvu za javno upravo obljubili in napovedali minulo pomlad, smo do konca prejšnjega leta pripravili zakonske podlage, s katerimi lahko ustrezno implementiramo odločbo Ustavnega sodišča. Poslanci v Državnem zboru imajo na mizi spremembe zakona o volitvah v Državni zbor, čistopis besedila, ki po našem trdnem prepričanju, tudi po trdnem prepričanju večine poslancev Državnega zbora, ustrezno implementira odločbo Ustavnega sodišča. Prepričani smo, da imamo veliko, da ne rečem, zgodovinsko priložnost, da spremenimo volilni sistem tako, da bodo imeli volivke in volivci resnično tisti pravi odločujoči glas, da bomo dali volivcem in volivkam v roke izredno močno orodje. To je prednostni glas. In na ta način bodo imeli volivke in volivci seveda odločilno besedo pri tem, kdo naj jih v prihodnje zastopa v Državnem zboru. Volili torej ne bodo le politične stranke, volili bodo tudi čisto konkretnega kandidata. Prepričani smo, da je to velik korak naprej, da gre za zelo demokratični način izbire poslank in poslancev Državnega zbora. Nenazadnje pa imamo s tem načinom že tudi zelo dobre izkušnje. Evropske volitve nas prepričujejo v to in ne podcenjujmo volivk in volivcev. Zelo dobro znajo uporabiti prednostni glas, kar se je pri minulih evropskih volitvah tudi izkazalo. Namreč 70 in 80% vseh udeležencev volitev je ta prednostni glas tudi podelilo določenemu kandidatu. Torej, volivke in volivci ne samo, da znajo uporabiti ta prednostni glas, volivke in volivci ga tudi želijo uporabljati. To nam s temi izkušnjami z evropskih volitev tudi dokazujejo. V prihodnjem tednu bo v Državnem zboru steklo podpisovanje poslank in poslancev pod predlog sprememb zakona o volitvah v Državni zbor. Mi seveda pričakujemo, jaz sem pri tem velik optimist, da bomo ustrezno večino, ustavno večino, torej podpise 60 poslank in poslancev tudi zbrali in da bodo šle te spremembe zakona zelo hitro tudi v proceduro v Državni zbor. Kot veste, smo pripravili tudi alternativni predlog in sicer spremembe meja volilnih okrajev. Tudi to
zakonsko besedilo je v državnem zboru, ima pa bistveno manjšo podporo kot novela zakona o volitvah v državni zbor. Le dve parlamentarni stranki sta doslej, kako izrekli, izrecno podporo spremembam volilnih okrajev. Zgodilo pa se je tisto, kar smo seveda lahko pričakovali, ko smo pred poslanke in poslance, pred predstavnike parlamentarnih strank prinesli predlog sprememb meja volilnih okrajev, ki po našem prepričanju zadostujejo zahtevam odločitve ustavnega sodišča, torej, da smo ohranili relativno primerljive volilne okraje glede na število volivcev, torej z odstopanje tam nekje okrog 10% ali pa v ekstremnih primerih do 15%, smo seveda vedeli vnaprej, da na kakšen hud aplavz parlamentarnih strank ne bomo naleteli. Seveda, volilni okraji so se spremenili. Težko je narediti spremembe, pa da volilni okraji pri tem še vedno ostanejo enaki, nekateri poslanci in nekatere poslanke pa seveda v pričakovanju kalkuliranja o možnostih izvolitve v državni zbor pač pričakujejo, da je rešitev s spremembami meja volilnih okrajev še vedno boljša, pri tem pa pozabljajo, seveda, da se bodo, ne glede na vse, tudi če bi v končni fazi ta rešitev obveljala, da se bodo volilni okraji vendarle bistveno spremenili in da bo seveda tudi pričakovana kalkulacija izvoljivosti bistveno drugačna. Ampak mi smo to zakonsko besedilo pripravili in pripravili smo tudi alternativni predlog na zahtevo ene izmed parlamentarnih strank, ki po našem trdnem prepričanju seveda presega okvire, ki jih je z odločbo dalo ustavno sodišče, saj gredo te razlike v številu volivcev med posameznimi volilnimi okraji tudi tja do 50 ali več odstotkov v plus in v minus, kar po našem trdnem prepričanju ni implementacija odločbe ustavnega sodišča. Zakon je jasen ob nekaterih drugih vidikih, kot so geografska zaokroženost občin, je seveda ena izmed zahtev tudi približno enako število volivcev v posameznem volilnem okraju. Mi smo ta predlog na izrecno željo tako ene izmed ali pa dveh političnih strank in predsednika republike tudi pripravili, ga prav zdaj v teh dneh še nekako pilimo, da bo približno 14 dneh ali 3 tednih tudi dokončno pripravljen, seveda pa, kot sem napovedal že večkrat v lanskem letu, mi zakonskega besedila v to smer seveda ne bomo pripravljali, ker smo popolnoma prepričani, da takšna rešitev ne vodi v implementacijo odločbe ustavnega sodišča. Torej, vsa naša energija je zdaj usmerjena v zbiranje podpisov v državnem zboru in seveda pričakujemo, da bomo s spremembami volilnega zakona, z uvedbo relativnega prednostnega glasu, naredili velik premik v smeri bistveno bolj odločilnega glasu volivk in volivcev na prihodnjih državno-zborskih volitvah. Časa pa, seveda, ne glede na to, da zgleda, da je pred nami še celo leto, stvarimo ves čas, časa, zato pa ni veliko. Če lahko prosim nadaljujemo kar z uvajanjem te velike tehnologije in Sloveniji. Če bi bilo slučajno kakšno vprašanje na to temo, bi morda, da ne bi potem skakali z druge teme nazaj, tako da... Gospod minister, povedali ste, da pričakujete hitro sprejetje tega zakona.
kakšen je tisti minimalni rok, v katerem naj bi bil sprejet ta volilna sprememba, oziroma maksimalni rok, ki ga pričakujete? No, za maksimalnega seveda vemo, ne. To je december letošnjega leta, ne. To je tisti maksimalni rok. Ker sem pripričan, da lahko to volilno zakonodajo spremenimo do letošnjega poletja. Politična volja za to obstaja. 7 parlamentarnih strank je izreklo jasno namero, da spremembe volilnega zakona podpirajo, torej smo lahko samo optimisti in lahko osebno pač mislim, da je to izvedljivo do poletja, seveda pa nisem jaz tisti, ki bi imel v roki 60